To so poudarki današnjega Pomurskega dnevnika. Državno prvenstvo mešanih parov v streljanju zračno puško in pištolo v Turnišču. Demokrati Anžeta Logarja predstavili svoj program v Mali nedelji. Pihalni orkester Ljutomer vabi na letni koncert. Mura doma premagala Primorje. Vreme jutri bo pretežno jasno. Spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni. V športni dvorani osnovne šole Turnišče so se najboljši slovenski strelci in strelke pomerili na 9. državnem prvenstvu mešanih parov v streljanju zračno puško in zračno pištolo. Zlato je šlo tokrat v Ljubljano. Na 9. državnem prvenstvu mešanih parov v streljanju zračno puško in zračno pištolo je nastopilo 52 mešanih parov iz 25 slovenskih strelskih društev iz vse Slovenije. Tekmovanje je prineslo več napetih finalnih obračunov, najbolj dramatičen pa je bil prav finale članske konkurence s puško, kjer je bil zmagovalec odločen šele po dodatnih strelih. Zlato medaljo sta tako osvojila Sonja Benčina in Maksimilijan Žarič iz strelskega društva Olimpija iz Ljubljane. V finalu mešanih parov zračno pištolo v članski konkurenci pa sta bila najbolj natančna Anja Prezelj in Klemen Tomaševič iz strelskega društva Lotrič Železniki. V finalu dejansko sva od prve serije res vodila. Je pa tako, da v bistvu tabla z rezultati je bila stalno za nami, vmes teh rezultatov nismo gledali, tako da v bistvu je bil pač vsak strel zgodba zase, nisi vedel točno, kaj se dogaja, kakve so razlike bi lahko bile tudi malenkostne. Klemen, kako ste? Tudi kar stresno, je bilo mučenje, ampak se je pol dobro spletel. Na državnem nivoju sicer se sezona zaključuje čez en mesec, na mednarodnem pa v bistvu še kar naprej. Aprila gremo na svetovno prvenstvo v Granado, maja potem nas čaka svetovni pokal v Granadi, maja potem svetovni pokal v Münchnu, tako da bo še kar pestro. Državno prvenstvo je slavnostno odprl državni sekretar na Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport magister Dejan Židan. Ob tem je poudaril pomen športne infrastrukture in podpore lokalnih skupnosti pri razvoju športa ter vlogo strelskega društva Štefan Kovač Turnišče, ki svojim delom vzgaja mlade športnike, dosega dobre tekmovalne rezultate in redno gosti pomembna državna tekmovanja. Vaš gospod župan mi je povedal, da je občina Turnišče ambiciozna tudi naprej, pokazal si mi župan, kar se bo zgradil, jaz sem navdušen, zato ker šport je pomemben. Nedolgo nazaj smo imeli dan kulture in kakor kultura krepi duha, šport krepi telo, oboje je pa nujno potrebno. In občine, ki razvijajo oboje, jaz verjamem, so tudi bolj primerne, je kvaliteta življenja lepša in s tem naredijo zelo veliko tudi za mlade generacije. To pa je zato, ker mi dejansko vas potrebujemo. Zakaj vas potrebujemo? Zato, ker potrebujemo vaš vzgled. Mi potrebujemo vzgled zato, ker vaš vzgled je tisti, ki druge mlade prepriča, da se ukvarjajo športom. In to je tisto, kar v mojih očeh pomeni največ. Državno prvenstvo je organiziralo strelsko društvo Štefan Kovač Turnišče, generalni sponzor tekmovanja pa je bila občina Turnišče. Vse tekmovalke so ob dnevu žena prejele tudi nagelj, zmagovalke pa orhidejo. Celotno tekmovanje je bilo mogoče spremljati tudi v spletnem video prenosu v živo. Včeraj je v prostorih Bioterm Mala nedelja potekala javna tribuna stranke Demokrati Anžeta Logarja. Program stranke so predstavili dr. Anže Logar, dr. Tadej Ostrc, Senko Pličanič, Tine Novak in Damjan Bogdan. Govorili so o tem, kako ustvariti pogoje za nova delovna mesta, kako urediti javne finance in kako zagotoviti dostopno ter učinkovito zdravstvo za vse generacije. Po predstavitvi programa je sledil odprt pogovor z obiskovalci. Stranka se med drugim zavzema tudi za spodbujanje podjetništva in za ustanovitev največ 9 regij. Dajemo poseben poudarek delu, torej delo je vrednota in hkrati oblikujemo sistem, kjer bo država ljudem omogočila, da uresničijo svoje ambicije.
brez da bi jih posebej obremenjevala. Zato znižujemo davke, sproščamo birokracijo, torej da bo birokracije manj in dejansko želimo okrepiti vlogo občin in regionalnih samouprav. Pomurje dobi po glavi okoli 5500 na prebivalca, recimo, če povem zmagovalca, primorska regija je pa 20 000. Se pravi, ta diskrepanca je nedopustna. Regije bi to bistveno bolj uravnale, skrbele bi, da bi bistveno več proračunskih sredstev prišlo v projekte v Pomurju. Pihalni orkester Ljutomer se ponaša z bogato več kot 100-letno tradicijo. No, na njihov letni koncert nas bo povabil predsednik društva Kruno Karlovčec. Lepo pozdravljeni. Lepo zdrav, pa hvala za vabilo v studio. Najprej se malo pogovoriva o vašem društvu. Začetki segajo kar v leto 1922. Tako je. Zdaj, če matematično gledamo, to je 104 leta, ne? Dobro, da smo imeli to letnico, ker glih po koroni leta 2022 smo imeli 100-letnico in dejansko vidiš, si ponosen na vse svoje dosežke, pa posebej tudi jaz 7 mlajših članov, ko greš v kroniko nazaj pogledati, kaj je ta orkester že izvedel, pa kaj ima za sabo. Koliko članov šteje danes? To je zelo dinamična številka, ker tudi med sezono pridejo novi, pa grejo trenutni, tako da recimo po grobi oceni 35 članov in članic. No in v tej bogati zgodovini se je zgodilo tudi to, da se je vaš orkester povzpel na Triglav. Tako, ja. To je bilo leta 1952, mene še ni bilo, ata se je rodil tistega leta, ne, tako da, ampak to je bil res dosežek. Na srečo ni bilo v sodobnih časih, ko imajo vse pihalni orkestri komplet bombnov, ker sam ne vem, kako bi cel komplet bombnov zvlekli gor na Triglav. Mogoče ki vznožijo kakšno dvigalo, pa bi cel komplet z činelami pa vsemi tam gor z dvigalom dvignili na Triglav, pa sveja dol, ne, tako da. Ampak so se takrat člani povzpeli z instrumenti. Tako, ja. Morda je to ideja, da malo ponovite ta ritual. Točno tako je. Recimo v tujini kakšen Grossglockner ali pa Mont Everest ali pa Mont Blanc v Franciji. No, zelo ambiciozno. Povejva še, kdo je zdaj vaš dirigent? Trenutno je Boštjan Lašič, tudi dolgoletni član, odličen, res fantastično. Tudi fantastičen program je sedaj pripravil za naš koncert in zelo smo veseli. On je že bil prvič od leta 2019 do približno 2023, ampak se sedaj vrnil lanskega marca. In pihalni orkester Ljutomer ima poseben glasbeni dom s še bolj zanimivim imenom. Kulkišta. To je ena takšna montažna zgradba zraven Doma kulture v Ljutomeru, kjer vadimo. In res je, ko imaš svoj prostor, še bolj pride do izraza tisto, to je naš prostor, lahko se ga okrasimo, lahko ga aranžiramo po naših željah. Tako da temu smo letos zelo pristopili in že lepimo z kakšnimi fotografijami izpred desetletja, dveh, z velikimi portreti našega celotnega orkestra in res je fajn videti, ko priješ na vaje o petkih, dobro, zdaj imamo tudi v nedeljah zaradi koncerta, ko vidiš tak lepi prostor pa z vsemi temi stvarmi, ki priženejo spomine, pa tudi vidiš, da bo prihodnost lepa. Če poveva tako približno, koliko je star najmlajši član oziroma članica, pa tisti najbolj izkušeni? Zdaj pa me imate, mislim, da je Lara, mislim, da 8. ali 9. razred osnovnošolski. Je najmlajša, pa najstarejši? Ja. Najstarejši pa Slavko Lašič, trenutno upokojenec, ampak je bivši ravnatelj glasbene šole v Ljutomeru, tako da vodilni na trobenti, pa res imamo takšen razpon glede starosti, kar se je popestri celo zadevo, pa tudi vaje. Izkušnje z ambicijami. Ja.
In zdaj imate vaje bolj intenzivne, večkrat, ker se pripravljate na letni koncert, ki ste ga poimenovali tudi z zanimivim imenom Gremo v kino. Gremo v kino. Tako da, če malo širše zgodbo postavimo, pomeni naprej v preteklost, potem pa nazaj v prihodnost, lahko gremo v kino. Zdaj, eno skladbo sem že izdal, tako da nazaj v prihodnost, Back to the Future, film poznamo, vse 3 dele. Tako da, ja, prva skladba pa je od Vinka Štrucla Podpori slovenskih prav z imenom Gremo v kino. In na podlagi te prve skladbe smo tudi rekli, gremo poimenovati, gremo v kino, pa tudi v Ljutomerskem domu kulture bo, tako da kontekst vest pa še. Tako da boste koncert posvetili filmski glasbi. Kdaj bo, ob kateri uri in kje lahko dobijo naši gledalci vstopnice? Torej v to nedeljo, 15. marca, ob 17. uri v Domu kulture v Ljutomeru. Lahko dobite karte ali na dan koncerta v Domu kulture, je pa v predprodaji v Babičini hiši, to je v kompleksu Mitre v Ljutomeru. Se verjetno poznate. Potem Flo Cukeraj na Miklošičevem trgu pri cerkvi v Ljutomeru in pa v Gezovih jamah na Moti 76 so v predprodaji. Torej, res ste se potrudili, zagotovo bo lepo in pestro. Seveda pa glasbeniki pogosto igrate v večjih sestavih, se potem to pozna tudi pri društvenem življenju, si med seboj pomagate z drugimi orkestri v regiji. Točno tako. Smo podoben ustroje kot recimo gasilci, prostovoljno društvo. Tako da tudi mi člani pa članice gremo pomagati recimo Bakovcom, Murski Soboti. Jaz zelo rad pomagam tudi Gornji Radgoni, sem to vokalist, tako da seveda našim sosednjim Križevcem, Središče ob Dravi. Tako da seveda pa je prisotna vedno tudi ta vzajemnost, tako da člani in članice teh orkestrov radi tudi pridajo k nam kot substituti. Tako da zelo lepa gesta, pa zelo si pomagamo. Prostovoljstvo pač včasih zahteva tudi solidarnost pa sodelovanje. To je res lepo slišati in za konec morda povabiva naše gledalce, ki so glasbeniki, pa bi se morda želeli pridružiti vašemu orkestru. Vrata so vedno odprta. Zdaj, ker je koncert, imamo pogosteje vaje, pomeni klasične so ob petkih ob 19. uri v Kulkišti zraven Doma kulture v Ljutomeru. Zdaj imamo tudi ob nedeljah ob 9:30, ampak važno je, da pač branje not, koliko toliko poznate, plus tega obvezna oprema je poleg inštrumenta še svinčnik, ker dirigent na vajah lepo predoči, kaj se tiče glede dinamike, kje in kaj se špila, kako dinamično. Tako da vedno vzamemo svinčnike, pa si napišemo, kar seveda pomeni tudi, da je fajn, da se redno hodi na vaje, ker če priješ čez 3 tedne spet na vaje, pa tam vidiš nekaj zapisano v svinčniku, nikoli več ne veš, čemu je to napisano. Tako da redno obiskovanje vaj. Če se le da tudi kakšna urica doma z metronomom ali pa na YouTubu so tudi, pa v ostalih teh portalih so posnetki skladb, tako da jih lahko preposlušamo, pa prijemo na vaje pripravljeni. Najlepša hvala za vaš obisk v studiu in naj bo letni koncert kar se da uspešen, predvsem pa prijeten. Hvala za povabilo, pa se vidimo jaz z odra, vi pa dol pod odrom. Ja. Hvala lepa za pogovor, pa lep dan še naprej. Nogometaši Mure so v 25. krogu prve lige Telemach premagali Primorje s 3:1. V Fazaneriji sta se pomerili ekipi, ki se borita za 8. mesto oziroma za izognitev dodatnim kvalifikacijam za obstanek v prvi ligi po koncu sezone. Obe sta na dvoboj prišli z nizom 3 porazov, prekinila pa ga je Soboška. Ta je po porazu in remiju prvič v sezoni ugnala Ajdovce ter jim na lestvici pobegnila za 3 točke.
Mura bo v 26. krogu v soboto gostovala v Mariboru, Primorje pa bo dan pozneje gostilo Aluminij. Poglejmo, kaj sta po zmagi povedala trener in kapetan črno-belih. Glede na situacijo, v kateri smo bili, dejansko ni bila lahka, in psihološkega vidika in marsikatero kritiko smo mogli poslušati zadnjih nekaj tednov. So bili fanti, evo, konec koncev pravi, ko pravimo v pravem pomenu besede. Zelo malo nervoze je bilo, kar je bilo zelo pomembno in jaz mislim, da je zaslužena zmaga, pomembna zmaga. Moram povedati, da povsem zaslužena zmaga. Doma smo igrali pred domačimi igralci, navijači, dali smo vse od sebe, res smo vsake do 120% in res na koncu, hvala Bogu, se nam je obrestovalo in ostajanje 3 pike doma. In kakšno vreme nas čaka jutri? Na vzhodu bo še delno jasno. Zjutraj in dopoldne je bilo pretežno jasno. V Murski Soboti, Radencih in Lendavi so namerili 11, v Krajinskem parku Goričko pa 12 stopinj Celzija. Jutri bo proti vzhodu delno jasno in suho. Na zahodu bo pretežno oblačno, možne bodo krajevne padavine, deloma plohe. Pihal bo jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od -1 do 5, najvišje dnevne od 11 do 18. V severovzhodni Sloveniji bodo jutranje temperature od 2 do 3, najvišje dnevne pa okrog 16 stopinj Celzija. V sredo in četrtek bo še spremenljivo oblačno. V sredo, ko bo še pihal jugozahodnik, bo več krajevnih padavin na zahodu in jugu države. V četrtek pa bodo verjetne tudi drugod. Temperature se bodo v naslednjih dneh zjutraj gibale med 2 in 8, čez dan pa med 12 in 16 stopinj Celzija. Toliko smo vam pripravili v današnjem Pomurskem dnevniku. Vabljeni k spremljanju dogajanja v Pomurju tudi na naši spletni strani www.tvideja.si in na družbenih omrežjih. Hvala za vašo pozornost in vse dobro do prihodnjič.